Živijo. Ne vem, če veste, ta kanal, se pravi, je zdaj preimenovan. Zdaj se imenuje Sašo Doles, prej pa se je imenoval Doles Harmonika. Zakaj? Dajmo iti na začetek. Preden pa gremo na začetek, a ste vedeli, da je en znan DJ delil med svoje posnetke, oziroma dodal med svoje posnetke tudi enega izmed mojih posnetkov, ko igram s Frajtonarco njegov komad. Dajmo iti od začetka. Ta kanal se je začel pred 10 leti približno, se pravi, to je leta nekje 2010-12, tam nekje. In takrat sem dobil idejo, da bi začel igrati na Frajtonarco zabavne, pop in razne druge komade, ki jih noben še ni igral. In tu sem tudi storil. Mislim, da je bil eden prvih posnetkov komad Da se nađemo na pola puta. Da se nađemo na pola puta, imel takrat nekje 20.000 gledov. Aj se včepego, ki sem ga pa omenil, je bil pa najbolj gledan posnetek in ima, mislim, da trenutno enih 200.000 ogledov. In na tak način, se pravi s Frajtonarco, sem jaz v bistvu pridobival naročnike in pa tudi oglede. Zdaj pa dobil sem idejo, da bi pač kanal, ki ga že imam, spremenil. Zakaj? Ker je pač vezan na moje ime, ker je vezan na moj mail in tako naprej, in bi pač rad pelil tu naprej. Vse, kar je pač bilo zgodovine, kar sem pač igral s Frajtonarco, bom verjetno pustil, ker nekako je to tudi zame nek spomin. Se bodo pa pač začele tukaj nove stvari, oziroma, kakor že vidite, delam predvsem na tem, da sebe motiviram in da motiviram tudi koga od vas. Zdaj, jaz vem, da imam ogromno ljudi trenutno na YouTube kanalu, ki me ne razumejo, kaj govorim, ker so tujci. Ogromno je ljudi, ki so bili tukaj že v štartu zaradi diatonične harmonike, in ogromno ljudi bo pač unsubscribalo se, oziroma ne bodo več moji naročniki. Bodo pa prišli drugi in tu se morate v življenju zavedati. Ko nekateri pač odidejo, bodo drugi prišli. Zdaj pa, da se vrnem nazaj. Ja, začel se je potem nekako moj prodor z diatonično harmoniko. Ne trdim, da sem bil prvi, sem pa bil definitivno eden izmed prvih, ki je začel to. Dobil sem razne komentarje, od dobrih komentarjev do slabih komentarjev. In po na neki točki, ne vem, ali mi je zmanjkalo časa ali idej, sem pač nehal s to zadevo. Plus, bilo je ogromno ljudi, ki so pač igrali diatonično harmoniko in pa igrali tudi sami, se snemali, in nisem videl interesa, zakaj bi pač tu ustrajal naprej. Mogoče se vrnem še kdaj nazaj, še kaj zaigram, posnamem, mogoče pade kakšna ideja, ampak trenutno želim snemati posnetke, ki bodo spodbujali vas in mene, nekako motivirali in dajali mogoče dobre nasvete za življenje, za uspeh, za določene ciljev in tako naprej. Se pravi, da nekje uspemo. Zdaj pa, da se vrnem nazaj na tega DJ-ja. Se pravi, ko sem jaz snemal vse te posnetke, se je zgodilo to, da mi je kolega rekel, a ti veš, da je nek kontest od enega DJ-ja. Pa jaz ne, kakšen? In mi da link od Aviciija. Avicii, mislim, da je zdaj že pokojni DJ, in mi je takrat on poslal link. Bilo je 2-3 dni časa za navaditi se in poslati zadevo. In ja, jaz sem to naredil, objavil na svoj YouTube kanal, poslal sem jim original posnetek in sem bil izbran. Ne vem, med kolikimi ljudmi sem bil izbran, ampak od spodaj na tem posnetku imate original Avicijev link, kjer me najdete na minuti pa 11 sekund, kjer igram njegov komad. Zdaj pa, v življenju se ljudje premalkrat pohvalimo.
Premalkrat povemo, kaj smo dosegli, ljudje ne morejo vedeti. Če mi samo dosegamo in to skrijemo ali pa ne damo v javnost, ljudje ne morejo vedeti, kaj vse ste že naredili. Če je to nekje javno, če je to po televiziji, po internetu nekje objavljeno, potem bodo vedeli, pa še to ne vsi. In ja, s tem namenom sem rekel, zakaj pa se ne bi danes pohvalil, zakaj ne bi naredil en posnetek, da se pohvalim, da je svetovno znan DJ objavil en moj posnetek, kjer igram frajtonarco. Ne vem, koliko je takih ljudi, da je doseglo ta cilj in vprašanje, če bo kdo še lahko dosegel tak cilj. Če ne drugega, mogoče s kakšnim drugim DJ-jem, ampak kar želim povedati je, dajte se v življenju večkrat pohvaliti. Dajte občutiti, ko ste nekdo dosegli, kje čutite to. Dajte se vprašati, ok, a sem ponosen na to ali nisem. Premalkrat smo ponosni na neke dosežke, ki jih naredimo v življenju in dajte si napisati 5 ali pa 10 ali pa 30 stvari, ki ste jih do zdaj uresničili in ste res ponosni na njih in ste hvaležni, da se vam je to zgodilo v življenju. Tudi sam sem na to pozabil in bolj kot nekako odkrivam zdaj samega sebe, bolj odkrivam tudi to, da na določenih področjih sem že bil izredno uspešen, ampak ljudje tega niti niso vedeli, ker jim ni noben povedal, tudi jaz ne. Tako da, ja, lahko si pogledate posnetek od spodaj, lahko mi tukaj potem pridete nazaj pa pokomentirate, kako se vam zdi ta dosežek, kako se vam zdi, da je nekdo iz Slovenije bil izbran na Avicii Contest in zaigral njegov komad. Hvala za ogled in en lep, prekrasen dan vam želim.